Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Pestra 2 poletna meseca sta že skoraj za nami. Veliko glasbe in dogodkov se je zvrstilo od naše zadnje oddaje v juliju. Izmed vseh izstopa Okarina festival Bled, ki nastaja pod okriljem Zavoda za kulturo Bled. Letošnji program je presegel vsa pričakovanja. Ljubitelji glasbe so v 2 tednih lahko prisluhnili številnim vrhunskim glasbenikom iz vseh koncev sveta. Dogajanje je ves čas spremljala ekipa Bled TV in zabeležila navdušujoč festivalski utrip. Etno čudovita. 14 dni odlične glasbe in neverjetne energije. Letošnjo Okarino lahko opišemo le s presežniki. Največji slovenski etno festival, brez katerega si poletje na Bledu preprosto več ne znamo predstavljati. Že teden dni prej delavci hitijo po jezerski promenadi. Počasi raste oder, ki je bil letos očitno večji kot vsa prejšnja leta. Postavlja se dodatna oprema, na metre kablov, ozvočenje in luči. In vsi, ki se vsakodnevno sprehajamo tam mimo, dobro vemo, da se približuje Okarina. 15 koncertov, 2 v intimnem objemu Blejskega gradu, ostali na Blejski promenadi. Ta se je za ta čas včasih spremenila v plesišče, zagotovo pa v stičišče vseh, ki so želeli poletne večere preživljati na prostem in v družbi odličnih glasbenikov iz celega sveta. Oder 28. festivala Okarina sta krstila valižanska harfistka in senegalski glasbenik Nakori, ki združujeta 2 raznoliki glasbeni tradiciji. To ima že leta odlično uspeva in svojo glasbo, ki jo je težko definirati, očarata vsakogar. Fenomenalno, nisem si sploh predstavljal, da bo tako srce odpirajoč koncert. V bistvu res je, cel koncert so se v meni prevevali neka lepa občutja in mislim, da ne samo meni, ampak gledalstvo oziroma občinstvo danes pokazalo, da je bila to res ena fenomenalna noč oziroma večer. Krasen, zelo lep uvod v ta že 28. festival. Prav božal me je. Oba sta že bila del festivala Okarina. V Bled sta se zaljubila in se zato vedno znova rada vračata. We love Bled. Yeah. When we come here, it's our favorite place actually to come and play, and we just don't come and play, we come to enjoy ourselves as well. So. Naslednji večer se je plesalo v ritmih južne, srednje in vzhodne Afrike. Zato je poskrbela skupina Mokomba. 7 prijateljem, poznajo se že od malih nog, so se uresničile otroške sanje. Skupaj stojijo na velikih odrih, ustvarjajo glasbo in združujejo ljudi. Tretji festivalski večer je bila na vrsti grška glasba in Dimitris Mistakidis. Mojster etno kitare tradicionalno grško glasbo obogati z ritmi afroameriških blues glasbenikov. Odlični grški glasbenik in zvrst rebetiko, ki jaz nisem vedela, da bom doživela to, da pride v Slovenijo. Tako da to je nekaj, kar je pristno grškega in nisem še videla to v Sloveniji. No. Prvič zdaj. Tako da to je zelo pohvalno. Tudi naslednji večer smo glasbi Valdemarja Bastosa prisluhnili na Blejskem gradu. Svojo glasbo se vrača nazaj v domovino, nazaj k koreninam in bogati afriški dediščini. Tudi naslednja nastopajoča Manu Galo je močno povezana z Afriko. Afriške glasbene korenine povezuje s funkom, jazzom, solom in bluzom. Iz večera v večer se je glasbena energija le še stopnjevala. Duet Gato Preto, ki v portugalščini pomeni črna mačka, je na oder prinesel zabavo in ples. Z nastopajočimi je zaplesala celotna promenada. Bokante sestavlja 9 glasbenikov 4 celin. Bokante v kreolščini, ki je tudi glavni jezik njihovega ustvarjanja, pomeni izmenjava. Njihov nastop je bil bogat z ritmi, melodijo in dušo. Med ljudmi pa so razširili povezanost, enotnost in ljubezen. Vse to bi lahko pripisali tudi skupini Deluxe Francije. So odštekani in povsem samosvoji in takšna je tudi njihova glasba. Na odru prekipevajo od energije in nikoli ne pozabijo na svoj zaščitni znak. To so brki.
Los Mirlos prihajajo s Peruja, ime pa so si sposodili kar pri črnem kosu iz domačih pragozdov. Ustvarili so povsem novo in udarno party glasbo, ki so jo pripeljali tudi na Bled. In poslušalci so jo več kot očitno vzeli za svojo. Deseti večer festivala Okarina so oder zavzele Dah Daughters. 7 umetnic in članic ukrajinskega glasbenega in gledališkega ansambla s svojim teatralnim nastopom na publiki pusti trajen vtis. Izražajo se skozi igro in glasbo, ki je mešanica ukrajinske ljudske glasbe z elementi roka, punka in repa. Naslednji večer pa je bil na vrsti glasbenik, ki so ga nestrpno pričakovali vsi ljubitelji kitarske glasbe. Richard Thompson je poskrbel za vrhunec letošnjega festivala. Nekateri ga uvrščajo med najboljše kitariste na svetu in svoj sloves je na Okarininem odru vsekakor upravičil. Ja, to je bilo res enkratno doživetje, ker jaz sem tudi tako rocker po duši, ta generacija, tudi sami smo nekaj tega probavali, no, tako da res čudovit večer. Sem pričakoval nekaj takega, ampak uživo to doživetje pa spet poglavje zase, tako da super, enkratno. Jaz tega glasbenika do zdaj nisem poznal, čeprav se strinjam z vašo oceno, ne? Tako da Okarina je glede tega upravila nalogo pri meni. Sicer poslušam pop rock, ampak to zvrst folk rock bolj slabo poznam, ne? Sem na internetu prebral te osnovne podatke in sem rekel, to moram pa videti v živo in sem zelo zadovoljen. Kaj je bila prava odločitev, da ste prišli? Prava odločitev, ja. Res, mislim, najbolj me fascinira, ko so trije glasbeniki na odru in kako je to poln zvok, ne? Električna kitara, električni bas in bobni, ja, ne? Poln zvok, res, pa seveda kitarist, ki je vrhunski. Naslednji večer sta bila na vrsti kar 2 koncerta. Najprej je bil na vrsti otroški pevski zbor Jip iz Hong Konga, ki se je v sklopu vzhodnoevropske koncertne turneje ustavil tudi na Bledu. Predstavilo se je 44 otrok, ki obožuje petje, ples in igro in svoje znanje izpopolnjuje v zboru s 35-letno tradicijo. Za njimi pa so na oder prišli romunski glasbeniki in poskrbeli za zabavo. Plesalo se je na odru in pod njim. Njihov energični romski temperament, medsebojna povezanost in neverjetna energija se je razširila med obiskovalce. Vzdušje na Jezerski promenadi je bilo fantastično. Nimam simpatije do Bleda, na Okarino pa rad pridem. Najbolj všeč so mi bili Romuni, Cigani, ne? Pa kitarist Thompson, ne? Malo spominov na stari rok, pa to, ne. Francoski glasbenik Guillaume Perret pa je poslušalce popeljal v svoje glasbeno vesolje. Izjemen instrumentalist, saksofon je v roke prvič vzel pri 7 letih, s pomočjo vah-vah pedala in električnimi učinki najraje pripoveduje zgodbe. Zadnji večer je pripadal Nataši Atlas, egipčansko-angleški pevki, znani po prepletanju arabske in zahodne glasbe. Na njeno glasbeno ustvarjanje močno vplivajo nenehne selitve, ki jih je izkusila že v otroštvu, sedaj pa se nadaljujejo v obliki glasbenih turnej. Potovanja, spoznavanje novih kultur, ljudi in njihovih zgodb jo inspirira in navdihnil jo je tudi Bled. Tako se je v 14 koncertnih večerih na odru zvrstilo 15 različnih glasbenih zasedb. Organizatorji so tako zadovoljili različne glasbene okuse. Meni se zdi, da sploh težko prehvaliti, brez da izvenim nekaj kičast. Pa tako pač res Leo, svaka čast, kapo dol, ta izbor, pa to, da mu uspe pač 15 dni zapored, ne vem, uskladiti vse te stvari, pač umetnike, prevoz, koordinacija. To je zame, mislim, nad mojim nivojem razumevanja. Na enem od koncertov smo ujeli tudi Matjaža Završnika, direktorja Zavoda za kulturo Bled, ki festival Okarina podpira predvsem iz finančnega in organizacijskega vidika. V letošnjem letu smo res zelo zadovoljni, no, če čisto po pravici povem, ne vemo čisto točno, ali je bil res samo tisti program, tista kvaliteta, ki je pripeljala toliko ljudi, ali pa tudi dejstvo,
da so vsi koncerti brezplačni in mislim, da to zdaj v tem trenutku ni toliko pomembno. Važno je, da se tukaj zberejo vsak dan ogromno ljudi, ki želijo v času, ko so na Bledu na dopusti, nekaj tudi doživeti. Mi poskušamo čim višji nivo doseči, tako da tudi ta program Okarine, da je en kulturni dogodek na Bledu na čim višjem nivoju in jaz mislim, da nam to v zadnjih letih kar uspeva. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Moramo seveda tudi kakšne detajle še uskladiti, ampak suma summarum mislim, da je to res postal eden najboljših slovenskih glasbenih festivalov. Vsako leto se letvica postavlja više in više in tega se zaveda tudi oče festivala in umetniški vodja Leo Ličov. Če ostanemo na tem nivoju, verjamem, da bomo kar vsi zadovoljni in seveda vedno bomo iskali še višjo pot k zvezdam in še boljše ansamble. Vse je podvisno in zapisano v zvezdah, tako kot rečeno. In s temi besedami v mislih lahko z veseljem pričakujemo, kakšno glasbeno razvajanje nam bodo organizatorji pripravili naslednje poletje. Tudi tokrat smo nekaj obiskovalcev povprašali po njihovih vtisih. Poglejte si, kaj so nam zaupali. It's really relaxing here. I think you could spend hours just sitting, relaxing, passing the time, doing nothing. It's great. It's great. And it's good to do that after 4 days of walking the mountains. Yes, it's just what we needed, just to sit and do nothing and relax for a while. And I love Blid. I have been here many times, and I think it's a beautiful place. It's getting quite crowded now. When I first came here, it wasn't as busy as it is now. But it is lovely. The air is fresh. There are plenty of places to walk and just enjoy being outside. Oh, it's really nice. It's so beautiful here and everyone's been really nice and the scenery is just insane. It's very nice. It's very romantic. We've been to the island and now we want to go to the castle. I love it. We've been here for 2 days now. Well, it's our second day. Really idyllic scenery. So. Yeah, really, really pretty. We definitely want to come back again. Definitely, yeah. And so you have the beautiful mountains and places where you can just walk quietly and very little rubbish and litter. It's very clean. And Slovene people are lovely. I've never met an unpleasant Slovene person. They are all so kind and friendly and helpful. So why would I not want to come back? I went up to the looking point and that was like crazy. It was so beautiful, like so many nice photos. It's been beautiful here, yeah. Blejski dnevi in Blejska noč. Prireditev, ki vsako leto pritegne številne obiskovalce. Lučke na jezeru so še vedno čarobno in romantično povabilo na Bled v poletni noči. S kamero smo izmerili utrip letošnjega dogajanja. V času poletne turistične sezone, ko je turistov na Bledu največ, je potrebno obiskovalcem ponuditi še kaj več kot le standardno ponudbo in naravne lepote, ki jih ponuja Bled z okolico. In Blejski dnevi so tisti, ki popestrijo poletno dogajanje na Blejski jezerski promenadi in v zdraviliškem parku. Letos so v organizaciji Turizma Bled potekali od 19. do 21. julija. V 3 dneh so si obiskovalci lahko ogledali, kako nastajajo izdelki domače in umetnostne obrti, ter na odru na jezerski promenadi prisluhnili številnim koncertom. Predstavila se je godba Gorje in drugi povabljeni izvajalci. Prav v tem času je na Bledu potekal že 5. Blejski zlati mikrofon. Dobitniki nagrad so se občinstvu predstavili na gala koncertu na velikem odru ob Blejskem jezeru. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše. Zanje se je predstavila dežela ljudskih pravljic, lahko pa so si ogledali tudi gasilce iz Podhoma, ki so pokazali, kako so včasih gasili ogenj. Seveda je bilo vse skozi poskrbljeno za to, da obiskovalci niso bili lačni in žejni. Ponudniki na okusih Bleda so predstavili pestro ponudbo jedi in z njo zadovoljili vse okuse. A tradicionalni blejski dnevi ne bi bili to, kar so, brez tisoče lučk v jajčnih lupinicah, ki jih na jezersko gladino položijo prav na blejsko noč.
Za vsem tem stoji Andrej Vidic, ki skupaj s svojimi prijatelji poskrbi, da Blejsko jezero zažari v soju luči in Blejska noč dobi pridih čarobnosti. Med ustvarjalci, ki izvirajo iz Bleda, ima Ejti Štih prav posebno mesto. Čeprav živi in ustvarja v Boliviji, kjer vodi tudi galerijo, se v domovino redno vrača. Tu rada predstavi svoje projekte. Njene podobe vsako leto zaznamujejo tudi celostno podobo Okarina festivala Bled. Njena razmišljanja smo s kamero zabeležili ob razstavi Migracije. Slikarko Ejti Štih, rojeno na Bledu, ki danes živi v Boliviji, označujejo za družbeno angažirano, njen pristop k slikanju pa novinarski, saj s svojim delom pospremi aktualno družbeno dogajanje. Njene razstave so izjemno odmevne. Ja, ne vem, jaz se veliko to sprašujem, zakaj imam to srečo, da so pravzaprav razstave odmevne. Jaz imam pač tak koncept dela, to je verjetno, sem podedoval po mojem očetu Bojanu Štihu, da kar se dogaja okrog nas, kar je politike, kar je javnega, kar je družbenega, je to pravzaprav nekaj, kar mora tudi umetnike zanimati. Jaz nisem take vrste človek, da se bi mi zdel, da recimo moje osebne težave, moje osebne krize, moje ženske krize, karkoli je tacga osebnega, da je to pravzaprav drugim zanimivo. Mislim, meni se zdi, da je treba take teme iskati, ker nas vse zanimajo. Moja intima, družinska, osebna je pač moja, privatna. In jaz nočem, da bi kdo drug z njo kaj brklal. Tako da se mi zdi, da te teme, ki so pač družbene, ker nas tudi vse zanimajo pravzaprav, vse trpljenje, pa ljubezen, pa smrt, pa vse te stvari nas vse zanimajo, ampak ne na tak intimističen način, ampak nekako bolj družben. No? Tako da verjetno je mogoče tukaj ta ključ, zakaj moje razstave ljudi zanimajo. Včasih je tako malo, ne vem, sem kakor en prerok, če lahko tako rečem, če to ne zveni tako preveč, no, da ne zveni, kot da sem en važič, ampak recimo teli selfiji so bili narejeni, no zdaj že par let od tega in potem selfie je bila beseda leta, ne, v teh, ne vem, Webster Dictionary ali kjer, ne, tako da včasih zadenem res kakšno tako temo, ki se nas vseh tiče, ne. Pa novinarji, ki jih jaz zelo imam rad in jih spoštujem, ne, novinarji pravijo, no, kaj bo pa zdaj ta Ejti spet naredila, ne, tako da pravzaprav tudi tisk in mediji meni zmeri pomagajo nekako, da te razstave so pol bolj odmevne, no. Ena izmed takšnih odmevnih razstav, ki smo jih videli tudi na Blejskem gradu, je bila razstava z naslovom Selfie, obarvana s kritičnostjo in humorjem, ki prav tako velikokrat pride do izraza v ustvarjanju Ejti Štih. Ja, jaz zelo rad potujem, ne, mislim, in te selfie in te Facebooki in vse to, ker ljudje pravzaprav sami sebi reklamo delajo po vseh teh internetih in vsemu temu, se mi je zdelo zelo zanimivo. In potem, ko smo šli enkrat na potovanje v Azijo in te Azijci so bili čisto obsedeni. Tam sem prvič videl to palco dolgo, na katero pol ti svoj telefon daš in pol sam sebe slikaš in snemaš in tako. In takrat se mi je zdelo, da pravzaprav ta tema je res tako zelo važna, zato ker pravzaprav z današnjega vidika sploh ni važen, kaj je tam zad za tabo. Včasih, ko smo imeli fotoaparate, smo šli, pa smo fotografirali, ne vem, Keopsovo piramido recimo, ne. Zdaj se pa ti pred to Keopsovo piramido postaviš in pravzaprav ti Keopsovo piramido, ki je ogromna, pokriješ s svojim ksihtom in se fotografiraš in to je važno, da si ti pa Keopsova piramida, ne pa ona kot taka. Svetovna čuda sploh niso več važna, važni smo mi in kako bomo mi prešli v večnost s temi slikami, ki jih po teh Facebookih publiciramo. Tako da
to se mi zdi tak obrat, se mi je zdel tak obrat v naši miselnosti, da pravzaprav je zdaj to način, kako bomo postali nesmrtni. Tega včasih ni bilo, včasih je bilo drugače. In pol je ta razstava ratala in tako malo seveda zmeri na tak humorističen način, zato ker jaz nočem biti pač moralist in nobenega soditi in mislim, da nisem lastnik resnice. Resnic je veliko na tem svetu. Svojo prizadetost ob neizmernih krivicah, revščini in globalizaciji, ki prizadene najbolj ranljive, Ejtištih vedno znova prenaša na svoja platna. Serijo platen iz cikla Migracije se je dotaknila velike begunske krize. Slike so bile narejene pred to veliko migrantsko krizo. Te Afričani, ki so se vozili čez Mediteransko morje, tako v Španijo kot v Južno Italijo in to je meni bilo nepojmljivo. Zakaj toliko ljudi gre čez morje in zakaj je pravzaprav Evropa na nek način tako indiferentna do Italijanov in do Špancev, ko so vse te množice ljudi mogli sprejemati. In tako da me je ta tema nekako obsedla, ne? In pa sem, tako ko smo pač vsi na te telefončke malo mahneni, ne? Sem jaz že zjutraj zmeraj gledal te videe, kaj se pač dogaja s temi migranti. In pa je ta razstava nekako nastajala in meni je bilo tako res hudo pri srcu zaradi tega. Ne? In ko se je začela ta veliki eksodus skozi to našo prejšnjo Jugoslavijo, takrat je bila pravzaprav razstava že gotova. No? Ampak ta strast, to slediti, kaj se dogaja, me je pa takrat še bolj obsedlo, ker se mi je zdelo, da to pač se dogaja doma. Ne? In vidiš, kako so te ljudje hodili čez Brežice, čez avstrijsko mejo. Tako da me je res v bistvu tudi nekako osebno vse to prizadelo. Pa po časopisu, po Delu, pa pač po tudi drugih tujih novicah me je ta tema obsedla in pa je nastalo teh, ne vem se koliko pa je bilo teh slik, več kot 20 na to temo. Slike so pa recimo nastajale, jaz mislim, mogoče kakšnih 6 mesecev, ampak tako bolj po malem. No? Tako da v glavnem po tej balkanski krizi, če lahko tako rečem, je bilo naslikanih, meni se zdi samo še 2 ali pa 3, no? Druge so pa prej nastajale. Pravzaprav mediteranska kriza, to je bilo prvi vzvod, no? Da s to temo sploh začnem. No? Pa ta Sirija, mislim, ves ta eksodus se začel in to je bilo pravzaprav razstava je bila takrat že gotova, no? Skoraj gotova. Ne? Velika platna, prepojena s človeškim trpljenjem in nemočjo, so ganila tako publiko v Boliviji kot v Sloveniji. Kako ne rečem? Mislim, da v Boliviji so bili ljudje tako precej ganjeni, ker so videli, da se nekdo s to temo ukvarja. Pravzaprav v tem Latinski Ameriki je to neka tema, ki jih pravzaprav trenutno ne zanima, zato ker ta kriza v Urugvaju se je prišlo par teh beguncev, drugače pa je neka tema, ki je to daljna, evropska, azijska, kakorkoli, tako da se ne zanimajo preveč za to temo, ampak ta humanitarna kriza in to trpljenje teh ljudi, kakor je bilo pač predstavljeno na mojih slikah, jih je prizadel gledalce na razstavi. Ne. V Sloveniji se mi pa zdi, so mi pol tudi poslali to knjigo vtisov, po razstavi je bilo, ne vem, to je bilo kakšnih 60 strani so ljudje napisali in je bilo tako lepo videti, kako recimo tudi otroci stari 7-9 let so napisali v knjigo svoje vtise. Tako da se mi je zdelo, da pravzaprav sem ubral tiste strune, tiste čustvene strune, da so se ljudje začeli nekako ponovno spraševati, a imamo mi ta prav odnos do teh ljudi, a ta begunska kriza se nas tudi osebno tiče ali ne. Ejtištih danes živi in ustvarja v Boliviji, v mestu Santa Cruz de la Sierra, kamor sta jo pripeljali velika želja po odkrivanju sveta in ljubezen. Potovanje je bilo zmeraj zanimivo. Slovenija je pač taka majhna dežela. Moji starši niso bili nikoli kakšni taki hribovci, mislim, Mojstrovka je bil edini hrib, na katerem sem jaz bil, tako da sem slab Slovenc, na Triglavu nisem bil še do danes. Mogoče, če bi bil malo boljši Gorenc, da bi več v hribe hodili, bi me malo manj v svet gonili, ampak mene je zmeraj zanimalo,
kako je drugje. Ne? Pa tudi, ko sem bil otrok, smo veliko hodili, ne vem, recimo po Evropi, pa po muzejih, pa te cerkve, pa te kapelice, pa te muzeje. To so me zmeri s tem nekako matrali. Ne? Tako da se mi je zdelo zanimivo, kako je drugje. Ne? In te eksotične dežele, daljne dežele so bile pa tako nekako zmeri ene sanje. In jaz se spomnim, ko so k mojemu fotru ljudje hodili na obiske, sem pa zmeri turško kavo pa to, ne, in je prišel ta župančič, ki je bil antropolog, in potem je on pripovedoval, kako je bil pri Indijancih v Venezueli in kako je njih snemal in kako je tam bilo, in meni je bil on popoln magični čarovnik. Mislim, od vseh tistih intelektualcev, ki so hodili k mojemu fotru, je bil ta, mi je najbolj v spominu ostal. No, tako da pol, ko sem jaz prišel v Bolivijo, tako z rukzakom potovalno pravzaprav, sem rekel, no, to je pa zdaj to je pa to, kar je ta župančič pripovedoval pri nas na Zvonarski doma na Prulah. In sem rekel, zdaj pa moram videti, kako to je, in so se nekako te sanje o teh daljnih deželah uresničile. Potem je pa seveda se prekrižal še Lučo na tej poti, s katerim sem zdaj že 35 let ali koliko, no, od leta 82 naprej. Ne? Tako da ta dežela je mene očarala, očaral me tuj svet, očaral me tuj jezik, te Indijanci, ko smo bili tle še mehni, smo jih samo v Winetujevih filmih videli. Tako da to je bilo vse tam resnično in se mi je zdelo zanimivo in očarljivo, da jaz lahko imam to prednost, da v neki taki čist drugačni deželi lahko živim. Ne? Po uspešno začeti in nekako začrtani umetniški poti v Sloveniji je bilo začeti umetniško pot povsem na novo v Boliviji težko. Ja, ni bilo lahko, ne? Zato ker pravzaprav to, kar vi pravite, ta moja kariera tle slovenska je bila res tako uspešna. No? Čeprav kot mlad človek pa imaš take slavne starše, pa pol nikoli ne veš, a je to bilo zaradi zvez. No, čeprav mislim, da nagrade ti zaradi zvez ne dajo, zdaj to po vseh teh letih to že vem, ne. Ampak tako da pravzaprav vse to pustiti ni bilo lahko. Ampak kar človeka tako v življenju pravzaprav srečnega dela, pa kar ga zanima, so pravzaprav medčloveški odnosi. In potem, ko sem bil jaz recimo 1 let pa pol stran od doma in potem sem prišel spet domov, ne, sem videl, da te čustvene vezi z ljudmi so važne samo s tistimi ljudmi, ki so pravzaprav tvoji prijatelji, pa ki te imajo res radi. Vsi tisti, s katerimi delaš, če tebe ni, na tebe pozabijo. Ne? In pol, ko se je ta iluzija nekako, ko se je ta balon nekako razpočil, da pravzaprav vsi na mene ne čakajo. Ne? Mislim, Slovenija ne čaka, da zdaj pride Ejti nazaj, pa da bo spet kakšno scenografijo naredila ali kaj takega. Ko mi je to jasno ratalo, pa je bilo veliko lažje odločiti se in iti nazaj živeti v Bolivijo. Ne? Pravzaprav, če ti nisi skozi pri skledi, pa skozi ne praskaš nekaj zraven, potem ljudje na tebe pozabijo, recimo. Pa se spomnim, takrat je Marko Slodnak tudi naredil samomor v tem času, ko mene ni bilo, in mene je to tako nekako strahovit prizadel, kako se take stvari sploh lahko dogajajo. Tako da pravzaprav ta moj odhod ni bilo neko razočaranje nad tem, da noben na mene ne čaka, ampak je bilo to dejstvo, da se svet ne vrti okrog tebe. Ne? Okrog Ejtija se svet ne vrti. Pa mi je to še bolj jasno ratalo, ko so se otroci rodili, da se svet ne vrti okrog tebe. In potem provati v Boliviji in začeti tako, da tam noben ni vedel, kdo je Bojan Štih, pa Melita Vovk, je bil tak izziv tudi za mene, da sam sebi pravzaprav lahko dokažem, da jaz zmorem, da jaz sem nekaj vreden, da jaz sem slikar. Vsa ta oddaljenost od vseh teh evropskih trendov, kaj je modno v umetnosti, kaj je dobro, kaj ni dobro, to je bilo tam čisto vseeno. Tam je bila Latinska Amerika, Garcia Marquez, to je bilo čisto drugačne. Tako da v bistvu sem imel neko kreativno svobodo, da sem lahko sam delal, brez da bi bili vsi te pritiski na mene od kakšnih kustosov ali pa kakšnih galeristov ali kaj takega. Tako da mislim, da je bila Bolivija moja pot k neki kreativni svobodi. Ne? Za preživetje, ne? To, da ti postaneš nek
priznan slikar, ne. To je treba veliko slik narediti, pa veliko razstav imeti, pa tudi kakšne nagrade dobiti ali kaj takega. Tako da pravzaprav za preživetje, za tisti denar, za vsak dan, zato ker meni ni noben denarja pošiljal tja, ne, je bilo treba vse sorte delati. Tako da jaz pač znam šivati, znam keramiko delati, znam vse sorte te neke ročne spretnosti. To je meni zelo veliko pomagalo, da sem lahko te denarje zaslužil in preživel v tujem svetu. In takoj so razkrinkali, jaz ne vem kako. Enkrat sem mu en katalog napisal, da sem jaz tle v teatru delal, ker jaz sem imel teatra tle malo poln kufer že, ker teater to je intenzivno, to ni tako, ker si sam v ateljeju, teater je tako težko, ne. Jaz sem rekel, jaz nočem več teatra. No, pa sem pa v nek katalog napisal, da sem dobil pač to Borštnikovo nagrado in pa so me te gledališčniki odkrili in pa so me oni karneval organizirajo odkrili, tako da je bilo, teater je bil spet za mano, ni se ga dalo rešiti in pač te karnevalski kostimi in vse to je bilo potlej moje delo veliko let, no, in s tem so pač spol tudi honorarji padli. Kar se pa tiče slik, ne, je bilo pa tako, da jaz moram priznati, da dosti hitro slikam in potem je bila tam, kar sva z Lučetom živela, to je bilo pol poln nekih kipcev in slik in te slike so bile pod posteljo in potem so bile pod mizo in povsod je bilo teh slik in potem sem jaz en dan rekel, no zdaj pa jaz bom pa nehal, jaz pa ne bom več slikar, ker tega noben noče, tega noben ne kupuje, to ni nič vredno, ne. Jaz rekel, nočem, konc, ne bom več, ne. In se spomnim, takrat enkrat je pri nas bil en argentinski slikar zelo dober, ki pol je šel v New York in je tam v Soho živel in pravzaprav mu ni prav dobro šlo, ne. In takrat smo si še pisali, takrat ni bilo nobenega interneta, so bile pisma sem in tja, ne. No in jaz njemu pišem v tisti New York, da pravzaprav jaz bom pa nehal slikati, ker ne vem, kva bi za vso to kramo, ki se doma nabira. In potem je ta človek šel do tega javnega telefona, kjer smo dinarčke mogli še v tistih časih not metati, ne, in on je meni v Bolivijo z New Yorka telefoniral in je rekel, a si ti znorela, ti si talentiran človek, ne se sekirati, vse se ti bo odprlo, ti moraš še zmeraj slikati, ne nehati, ne. In je meni govoril 20 minut ta človek po telefonu, da jaz ne smem nehati slikati. Mislim, on je v nekem Sohu tam živel, ne vem, mlek pa krah je jedel, denarja tako ni imel, ne. No in sem jaz pa rekel, pač ta človek meni toliko daleč telefonira, pa me prepričuje, da ne smem nehati, to je nek klic, ne, in ne smem nehati, ne. Tako da pravzaprav jaz sem temu človeku, temu kolegu hvaležen za to, da me je v tistem trenutku poklical in je rekel, no dej, no. In potem so se stvari nekako odprle, veselje do slikanja seveda imam in pa so mi dali tudi, ne vem, se ne da bi se hvalil, no, ampak najvažnejšo bolivijsko nagrado za slikarstvo in tako so se pa stvari odprle in tako da evo, laufa. V novem okolju se je spremenil tudi njen stil slikanja. Sem bil jaz na akademiji, jaz sem zmeraj delal to figuraliko, ne. Figuralika je bila v bistvu v tistih letih videna kakor neka ilustrativnost. To je bilo tako malo zaničevano, ne? Zato, ker v modi je bil recimo ameriški abstraktni ekspresionizem, mislim, abstraktne zadeve, tako da delati te pajacke, to delajo pač ilustratorji. Tako da pravzaprav jaz sem bil zmeraj malo zakompleksan zaradi tega, ker sem jaz hotel neke zgodbe pripovedovati v svojih slikah. No in pa, ko sem prišel v Latinsko Ameriko, se je to odprlo, ne? Ker tam pa noben ni se zanimal za abstraktne slikarje in sem lahko svobodno ustvarjal tudi drugo okolje, druge barve, tam ni zime, jaz živim pač v takih tropskih krajih, kjer je skozi zeleno, karneval je, veselo je, tako da vse te barve in ta način življenja mislim, da je vplival na moje slikarstvo, da je ratalo nekako bolj barvito in v bistvu mogoče malo bolj veselo tudi, no. Eiti Štih je od leta 2005 tudi direktorica neprofitne galerije Manzana Uno Espacio de Arte, ki jo je ustanovila skupaj s stanovskima kolegoma, da bi obiskovalcem približala umetnost.
Ja, galerija je pa, to se moram pa prav pohvaliti. Zato, ker ta prostor galerijski, to je ena zelo lepa stara hiša na glavnem trgu v Santa Cruzu, kjer jaz živim. Santa Cruz zdaj ima že 1 milijon prebivalcev. No. In ta stara hiša je bila včasih policija, ne? In potem je policija šla nekam drugam in to je bilo zapuščeno na glavnem trgu, ne vem, jaz je 13 let. In pa sva jaz in en kipar sva rekla, kako pa če bi midva tle eno razstavo naredila, ne, v teh prostorih, ker to je bilo vse zaprt, pa to so oni klošari tam spali, pa javni skret, grozen je bilo, ne. No in pa sva šla noter pogledati in sva rekla, no zdaj sam za eno razstavo, pa se ne splača, kaj pa če bi midva tle eno galerijo odprla. Mislim, on kipar je slikarka, galerija, mislim, pojma nimaš, kako to laufa, ne. No in pa sva denarja dobila v bistvu od privatnikov z občino, ker pa pač občinska stavba, smo pa podpisali neko pogodbo, da bomo mi se zdaj za to brigali. To je bilo pa tudi vse, pa oni so nam dali eno punco, ki je pol tam pač bila, ne, da je bilo odprto. Ne. Ampak vse denarje, to smo pa restaurirali, nov poden smo dali, mislim, popolnoma smo restaurirali to staro stavbo in potem se je ta galerija odprla in je ratala najbolj popularna galerija, ki ima največ obiska tudi v celi Boliviji, zato ker mi imamo povprečno na mesec 9500 obiskovalcev. Kar je neverjetna številka. Zato ker smo taka galerija, da nimamo, zdaj sem sam še jaz, kak kipar je rekel, jaz imam poln kufer teh pisem in teh pogodb in vsega tega, jaz nočem več, tako da sem jaz. In ta galerija, njen namen ni zato, da bi denar služila, ampak zato, da se pač umetnost ljudem približa. Ne. In mi imamo tak koncept, da pravzaprav vsaka razstava je drugačna. Ne. Galerija je velika več kot 200 kvadratnih metrov in ima 2 vhoda, v sredi pa tak velp, tako da ljudje lahko skozi oba vhoda vidijo, kaj je noter. Ne. Tako da recimo, če imamo neko moderno, konceptualno razstavo, ljudje pol malo pošpionirajo ali grejo noter, če jih pa ne zanima, pa ne grejo noter. Če imamo recimo fotografijo, pol to jih bolj zanima in grejo noter. Potem imamo karnevalske kostime, to jih še bolj zanima in grejo noter. Potem imamo slikarstvo, kiparstvo, zmeri vsaka razstava je različna, tako da probamo vso to publiko nekako privabiti s tem, da so pač razstave različne. In meni je bil recimo en tak velik kompliment, se spomnim za decembra, v glavnem probamo vsako leto narediti eno razstavo, ki je za otroke. Ne? Zato, ker za otroke tako ni nič, umetnost je pa zadnja. Ne? No in pol, tam pač ni takih velikih muzejev in pa v glavnem jaz koncipiram to razstavo za otroke in potem smo naredili eno tako veliko posteljo, 4x4 metre veliko in tam so bili polštri in na tistih polštrih gor so bile natiskane najvažnejše umetnine v zgodovini umetnosti, ne vem, Van Goghi, Rembrandti in vse to tako na teh polštrih. Ne. No in potem so otroci po tej postelji se valali, so se s temi polštri obmetavali in na zidu je bila pa projekcija podpisov teh slikarjev, ne, pa še Picasso, tisti v luft mala, ki tako fajn tisno. Tako da so oni uganjevali, ta polšter je pa ta podpis, da so se naučili, kjer umetnik pač je. Ne. No in to je bil blazen uspeh in otroci so se valali po tej postelji in s temi polštri so se zabavali. No in pa je minilo recimo 5 mesecev in pride en otrok v galerijo s svojo mamo in začne jokati, ker seveda je bila druga razstava. Kje je postelja? Jaz hočem se igrati v tej postelji. Tako da te otroci pol pravzaprav starše pripeljejo ponovno v galerijo in potem neko drugo razstavo vidijo in tako mi probamo, da je nova publika in da je drugačna publika. Tako da ta številka, teh 9500 smo gradili skozi leta in leta, da imamo pač to toliko obiska. No. Njeno ustvarjanje tudi sicer močno določa okolje, v katerem živi. Bolivija je tako recimo druga najrevnejša latinoameriška država. Družbena realnost pa v takih deželah, kot je Bolivija, ki je recimo za Haitijem najbolj revna latinskoameriška dežela, te stalno tepe. Ne. Ti ne moreš, če živiš v taki deželi, pozabiti
Tudi če imaš dobre življenjske pogoje, pozabiti na to, kaj se okrog tebe dogaja. Samo da povem tak primer, recimo, da grem jaz, ne vem, ven z avto iz garaže in se ustavim pri prvem semaforju in na tistem prvem semaforju so 3 otročki, ki skočijo gor na avto in začnejo tvojo šipo pucati in za tiste fičenke prosijo. Ne. Tako da ta realnost, v bistvu ta revščina in te socialne krivice človeka stalno ga bolijo. Ne. Tako da pravzaprav tudi, če kaj imaš, pa tudi, če komod živiš, ne moreš biti tako sproščen. Ne. Tako da in zmeraj je treba pomagati in ljudje so recimo zelo solidarni, ker včasih je kdo bolan. Da povem en tak primer, recimo zanče enega fanta, na deželi ga pit šla ena kača, strupena. Ne? In potem so ga te starši, te kmetje privlekli v Santa Cruz do bolnice in potem ni bilo denarja za protistrup kupiti. Ne? Mislim, da mu No in pol je to po televiziji in pol kdo bo dal denar za ta protistrup, da ta otrok ne bo umrl. In to so stalno te stvari. Ne? Tako da te življenjske stiske in te življenjske krivice in to neurejena sociala je nekaj, kar človeka stalno boli in stalno mora pomagati. Če je kdo recimo bolan, da ga morajo operirati, ne vem kdo, ki ima levkemijo, recimo, ki rabi dolg proces zdravljenja. Potem so take nabiralne akcije, umetniki šenkamo slike, pol se aukcijo naredi za to, da se zbere dosti denarja, da se lahko recimo temu človeku včasih čist neznanemu pomaga. Tako da pravzaprav človek živi nekako povezan z družbo, ne živiš v nekem zlatem jajcu sam za sebe, ampak zmeraj probaš biti nekako povezan s tem, kar se s tabo okrog dogaja. No? V enem od poletij smo njena platna lahko občudovali tudi na jezerski promenadi ob Blejskem jezeru. Nekateri so menili, da so bila s tem slikarkina dela razvrednotena in da visoka umetnost sodi v galerije. Jaz se ne strinjam s tem. Mislim, da visoka umetnost, kar pač jo je, kar so Goje, pa Rembrandti, pa Vermeeri, pa taki veliki slikarji, ko so že umrli, ne. Je prav, da so v muzejih, pa da imajo zračno hlajenje, pa da vlago merijo in vse to. Mislim, jaz sem živ človek in večina ljudi ne hodi v galerije, oni ne hodijo v muzeje. In če so slike na promenadi, to pomeni, da jih bojo ljudje videli. Jaz zato slikam, jaz slikam zaradi samega sebe, zato ker mene to zanima in veseli, ampak slikam tudi zato, da drugi to vidijo. In mene čisto vse glih, a to vidijo na promenadi ali pa vidijo v Tate Modern v New Yorku. Ker to je človek, ki gleda mojo sliko. Razumete? To se pravi, da meni je v večje veselje, da moja slika visi nek recimo v slaščičarni, ker pridejo ljudje in pač pol to vidijo, kakor da je to nek spravljen v nekem sterilnem prostoru, kamor nobeden ne gre. Jaz ne verjamem v visoko umetnost. Visoka umetnost, mogoče bo čez 100 let bojo lahko rekli, kaj je dobro, pa kaj ni dobro. Danes pa pač nekaj prčkamo, delamo, malamo, probavamo in jaz ne morem reči, da zdaj moje slike pa so lahko samo v moderni galeriji. Mislim, ne morem, zato ker jaz sem še živ človek in meni je najbolj važno v življenju to, da moje delo naleti na nek odmev. Ne kritikov, ampak ljudi, zato ker jaz sem tak človek, kot so drugi ljudje. In ta izmenjava in te komplimenti in te komentarji, ki jih ljudje dajo na moje delo, to je zame motor, da jaz še zmeraj lahko naprej delam. To ni, glejte recimo, če pride en mlad par, ki se poroči, pa pravi, ja, midva bi pa sliko vašo kupila, ne. Zdaj ne vem, kaj bojo galeristi rekli, jaz to moram zdaj javno povedati. Jaz temu mlademu paru to sliko dam bolj poceni, kakor enemu, ki je pa nek, ne vem, biznismen, pa ima veliko denarja, pa je star čez 60. Ne. Zato, ker tista dva človeka, ki mojo sliko si želita in jo bosta imela doma, ta moja slika bo del njihovega življenja. Komi sta prišparala za to sliko, da jo boste kupila in ona dva bosta vsak dan jo gledala in jaz bom vsak dan prisoten v njunem življenju. Ne. In to je za mene največji kompliment. Meni je veselje to, da eden pride pa si selfie naredi z mojo sliko v ozadju. To je meni veselje. Doslej je imela več kot 60 samostojnih in mnogoskupinskih razstav. Sliko, ki jo namerava ustvariti, jasno vidi že pred začetkom. Slika hitro.
ideje tako lovim skozi, ne, ideje skozi lovim in imam ta kompleks, da mogoče en dan pa nobene ideje več ne bo, ne. Tako da včasih si kar na kakšen papirček, kakšno idejo napišem, da ona ne zbeži, ne. Kadar so pa take večje razstave, mora biti pa neka tema, ki mene pol obsede, ne, tako kot tisti, ki sem zjutraj na telefončku, kako grejo begunci čez Brežice, recimo. To me pol obsede in pol me ne pusti pri miru in pol to skozi na to mislim in pravzaprav jaz imam svoje slike, ne cele razstave, ampak slike imam zmeraj prej v glavu. Mislim, jaz vem, kako bo ta slika izgledala ali kako naj bi morala izgledati. Zdaj po toliko, kaj zdaj se bo za skoraj 40 let, kad slikam. Tako da jaz imam sliko v glavu in probam sliko narediti tako ala prima, kakor se reče. No ja, jaz občutujem recimo zelo kitajsko slikarstvo ali pa to kaligrafijo ali pa japonske akvarele, ker so narejeni brez da bi popravljali, ne. In se mi zdi, da z leti človek je pač boljši v tem metijeju, več zna, zato ker je pač več stvari naredil. Ko si mlad pa hodiš na akademijo, še ne znaš risati, pol pa, ko že 30 let to delaš, pa znaš risati. Tako da v bistvu to primarno veselje in ta prvi kontakt, če ga lahko v eni sliki držim, mislim, da te slike so zmeraj v bistvu najboljše. Jaz nisem take vrste slikar, ki bi pa recimo en mesec pri eni sliki visel in jo popravljal, ne. Tako da jaz imam sliko nekako v glavi in potem probam to hitro narediti. In kadar so razstave, recimo, kaj s tem, pol lahko naredim 20-25 slik, tako nekam v švunku, ne v 3 dneh, no, ampak recimo v enih mesecih ali pa v enih 2 mesecih ali kaj takega. Pa se človek počuti kot en prazen žakelj, ne, krompir je šel ven, ne, in pa si pa takole, ne, pa je pa končen čas. Pa kakšne take traparije delam, ne vem, kakšne šalčke ali pa škatlice barvam ali pa kaj jaz ne znam štrikati ali štikati, to meni ni, ne. Ampak zmeraj kaj takega, bolj tako nepretencioznega, ne tako vele umetniškega, pa to en cajt, dokler spet se ne pojavi neka nova ideja in pa spet kakšno razstavo, ne. Tako je, no. Ta napon umetniški in ta kreativnost ne more biti skozi na istem nivoju, to ni neka žica, ne. Takole to gre, no, tako. Ejti Štih je doslej ustvarila tudi nekaj odmevnih religioznih projektov. Rada se spominja izdelave freske za kapelico v Bovcu. Ja, v nedeljo, to je po katoliškem koledarju, je to datum dobrega pastirja, je bila otvoritev, to se pravi otvoritev, ne, posvetitev kapelice, v bistvu ni kapelica, to je taka mala cerkvica, ki jo je naredil arhitekt Aleksandar Ostan na naročilo svojega bratranca Davida Ostana. In David Ostan je en kmet, ki živi v Bovcu in živi od sira in meni se zdi, da ima nekaj čez 300 ovc. Ima 7 otrok in ta kapelica je ratala zato, ker so dobili, ta familija je dobila nazaj od denacionalizacije denarje, ker je njihov dedek imel v Bovcu en hotel, mejhan in eno mesarijo in potem, ko je bilo konec druge svetovne vojne, so seveda to nacionalizirali in ta dedek je potem delal celo življenje kot kuhar v svojem lastnem hotelu, ker pol ni bil več njegov, ampak je bil od jugoslovanske države, ne. No in ta dedek je skozi govoril, da en dan bomo pa to dobili nazaj, boste videli. No in dedek je umrl, mi smo ratali slovenska država in temu Davidu Ostanu in njegovim bratom so dali nazaj, ne vem kako, ampak v denarju tudi ta hotel in to mesarijo, ne. No in ta drugi bratje so pač ta denar porabili za druge namene in ta človek je 7 otrok ima, ne, in od sira živi, je v čast tega svojega dedka 10 let postavljal to kapelico, to malo cerkvico, dal je vlit zvon z njegovim imenom od dedka in kapelica je res tak lep arhitekturni projekt in jaz sem za to kapelico naredil sliko, ki je precej velika slika, mislim, da je velika 5 metrov krat 1,30, nekaj takega. In na tej sliki je
dobri pastir. Ne. Moram se pa zahvaliti, jaz sem veliko stvari naredil po naročilu, tudi takih religioznih, da ta David Ostan je bil tak krasen naročnik, zato ker sem ga vprašal, kaj pa hočete vi, da jaz namalam zdaj za to kapelco. A hočete, da bo zdaj ta dedek, da bo zdaj ta hotel, da bo zdaj ta mesarija, da bo zdaj to življenje tega tvojega dedka uprizorjeno, ki je pač to v njegovo čast. In je rekel, ne, ja, dobrega pastirja, ne, nariš, ne. Tako da pravzaprav se mi zdi tako izjemno, da en kmet vloži svoj denar v to, da zgradi nek kontemplativni prostor sred bovške narave in potem enemu dobremu arhitektu in meni, slikarju, naroči, da pač ta prostor nekako izdelava. Tako da se mi zdi izjemen človek in se mi zdi, da takih je malo na svetu, posebno pa, če imajo 7 otrok, ki sigurno denarja nima preveč. No, tako da to je bilo zelo lepo v nedeljo, kar se je zgodilo in bil je tudi župnik in cela vas, mislim, cel Bovc, vse gospe so spekle, neke štrudle in torte in vse, tako da je bil tak krajevni dogodek, tako res lepo je bilo, ganljivo je bilo. No. Letošnje poletje smo lahko znova občudovali podobo, ki jo že nekaj let za mednarodni Ocarina festival ustvari Ejti Štih. Glede ostalih ustvarjalnih načrtov pa je skrivnostna. Ja, to človek nikoli ne bi smel reči, ne, ker pol recimo pa tega pol ne bo, ne. pa bojo rekli, da se zmišljujem, ne. Ampak jaz skozi, mislim, mene to obsede. Najbolj grozno je, ko gre človek na počitnice, pa pol pride domov, pa se spet postavi pred ono belo platno, ne, kaj bom pa zdaj, ne. In vsakič se mi zdi, da nisem še v življenju ene črte naredil in da ne znam nič narediti. Ne? Zato, ker prekiniti in nehati delati in pol spet začeti delati, to je najbolj grozno. Če človek skozi dela, karkoli je lažje, ne? Ker pa nehaš delati recimo en mesec pa pol, pa nič ne delaš, ker si pač na potovanju, ker si na Bledu, ker si pri mami, pol znova začeti je grozno. Se mi zdi, da sem čisti naivc in da nič ne znam. Ne? Tako se dogaja. Ja. To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Bodite blejski do septembra, ko se spet gledamo.